Živ! Evo, lik dobre boži, tam na zadnji pa že Janez Kert z direktno sjavanco. Vse je not, mislim, da. Bodo lahko tam povedal. Pojmo kar do neha v kabino. Pa se fan kadijaj, ha. Malo za veter je, tam je megla, ne urje. Tam naj pa nora zuni. Traktor imaš te prav vidim, finda. Ja, moram malo kopati, drugačni nič. Zadnji pa vidiš tat, direktno sito, a ne? Ja, res je. Daj malo več povej, kako to diva, prvem bližno. Ja, nič to je sjavanca, ki je pneumatsko gnana, od spredaj malo deluje, od zadaj seje, vmes ima pa malo kolesa za potvačati, da so tele grude, da se malo stisnejo, pa to fleta takole mivka rata, vidiš, se vidiš, kako se kadi. Ja, orank je sko. Ti, pa tole tudi, če takale suša, ni težave za sjat. Ja, vsi si želimo malo dežja, zdaj, jaz nisem bog. Če vzeme v tleh, bo že kaj, drugače pa nav nič. Ja, točno to. Ti daj me povej, vidim to lahko greš, da lahko direkt po tritikal verjetno. Ja, direkt v tritikalo gremo, sejemo pa ovs za odkos. S to sjavanco se seje praktično vse. Tako kot navadno. Navadno žitno. Tako, jaz lahko spred dvignem diske, pa sejem tako kot navadno sjavanco. To je pač nič posebenega, s tem, da imam pač možnost direkt sjat, da imam od spred še obdelavo. Drugač smo pa sjali že vsa žita, trave, enoletne, mešance, proso. Ni da ni, praktično vse, no, razen recimo koruze pa ne moreš, ker tam je le monosem, vsaka posebej. To se pravi, če bi dala kakšen tebe rabo, da te vse je flitno, kaj prideš z obdelavo ali pa brez obdelave. To se pravi, če v polje prštiman boš samo sjal. Tako, če iz oran recimo jaz pridem samo od spredaj, dvignem diske, pa samo odzad vsejem. Mislim, če iz oran boš verjetno še z diskem še česa, ne? Da to gre v kaj, direkt, kaj splugan zorjaš, gre pa stimula. No, tako, če je pa sam zoran brez frezan, pa jaz kar z telem diskem zbranem praktično pred. To je več mašin v enem. Da je hitro narejen. Ja, tako. Pa 6 metrov, a ne? 6 metrov nankrat, to se dogaja. Pa še tale piščini vihar v temu lepoletje. Dokam pa imaš ti, a ne, ti ki tako sluge divaš, dokam imaš podaj ta obseg? Ja, lej, Ljubljanska kotlina po moje ne bi smela biti problem, recimo dne okoli Krana itak sploh ni težave. Kar se pa tiče teh oddaljenih zadev, je pa fajn, če ima več hektarov, no, da glih za en hektar pa... Ja, da se splača sploh hoditi. Sploh da je kaj nafta draga, a ne? Ja, tako je. Tako da ni problem, pač... Ti da imaš še povej, pa se durca boživa, a je to treba kaj obdelovati, kakor če slediš čez anga? Različna so mnenja, jaz lahko povem svoje izkušnje. Mi smo lani Krku direktno koruzo vsijali, pšenico, enoletno travo in pridelki so, bi rekel, kar zadovoljivi. Ne bom rekel, da je to najboljša možnost, je pa ena super opcija, da loviš vreme, če te daš pregana, ne vem, vmes. Praktično ti požaneš, jaz sem že na njiv, že sejem. To je to, lej, hitro, enostavno, ugodno. Bom jaz tudi nalimal sem na gor številko, ali pa kontakt, tako da ga v tevka kontaktirali, tiskaj potem imeti vsjan pa obdivano zadevo. 5818, kar pa ne vidi, mora nekaj pelat zadej. Kako pa grava na uro? 12 minut. 12 uro, ja. Tako da mi dva še tole do konca posejeva, pa se pa vam predstavava malo na vročino, da pogledava sploh za tiste, ki na vas te točne kako diva, tala direkt na setu. Evo, da vidimo še malo bolj odbliz, kako to nadiva, če bo kaj skušali. Zdajle ima fletna tistele rahlače, poj krožna brana, da je zemljo prehon, preprska, zadnji kolesa, ki malo dol potvačijo, tole pa vse je poj. Tamle je zalogovnik, tistega ovsa not, pa gre zadnji, pa na tola. Tele te zadnje koles pa malo žokajo. Tele je dal pa dala marker, sam ga ni dal dol, da me ne v podaril. Pa rekel, kar hitra zadeva, no, da je kar hitra tola diva. Zdaj le še malo bolj počas, da me ne v tok zakadil, ampak drugače je pa to kar brzina. 6 metrov nankrat, to se pravi zemljo obdiva, usadi. Zdaj pa ovs, pa ga fletna not usipa. Materega, kao puščal. Ejha. Aha, to špona. Takole na konc moj brane dvigne fletne pa zadnji sjavanco. Evo, takole pa še marker stihne.
No, da pa mi dva zunaj stojeva, bo majster pokazal, kako to laufa, kako to diva, ta Widerstadt. V bistvu gnano je tamle na veter, pneumatska sijavljanca, vse gre v seme, se požene od zadaj na veter. Poj v bistvu je tako, da sijavljanca sama mer hitrost, tlele ima radar, pa koliko metrov narediš. To se vse poj zmer, tle spreke toj pamet, ki v bistvu pol v kabin računalnik poj preračunava. Ti da ima povej, kva pa so imeli ljudje ali pa stranke, kakšne želje posebne, se kaj daha spomniš? Seveda, mislim, kakšnih posebnih ne, sej neke pravila so znana, žice, sej ne vem, od do trave. Seveda, zdajle so pa zanimiva vprašanja, a pa bo kaj zrasva? Ja, ne vem, jaz sejem uhkasam. Zrasva pa, če v voda bo, drugač pa ne bo, ne? Vse vemo, če v dež. Čak pa malo pa naprej kvatila malo. Te prve so zato, da zbijajo grude, če sejem direkt v praho. Recimo, da je lepo zoran. En moment je pač tistih te velikih grabnov, ki prvoravaš na konc, tisti je fajn, da s frezo poglihaš, zato ker ta to ne zmore. Grabna ne more, seveda. Grabna ne more poglihati. Pomaš le zadnji kvar, kar dosti klasično krožno brano, kako bi ti mu rekel? Ja, to je v bistvu klasična krožna brana, ki pa je v bistvu zelo domiselna. Ker te krožne brane so nekako zelo tako narejene, da so v bistvu v vrstah. Ta prva meče levo, ta druga desno, ampak smisel teh dveh zaporednih diskov je pa ta, da ta prvi disk odmeče zemljo v to stran, naredi graben za pojsteljco, to je polovični del, poj ta drug disk pa naredi ta drug del pojsteljce. To se pravi, ta drug konc, kontra. Kontra, ki pa poj v bistvu, če greš točno nazaj, pride pa cetven disk točen v ta graben. Aha. Če greš ti z ločenim mašinam, ankoli ne bo točen tle vsijan v temu kanalu, razen če ga v žlih trofu. Sam mora biti pa tudi polje ali pa kaj taha približno lihem prav shone, če premokro se tudi ne v dobro divo. Sem bena sijavnica na gre, pa tudi brana ne, to mora biti vse po. Tlela vidim, da imaš kolo zraven kolesa, malo morje koles, to je pa kot valar, ne? Ja, to je kot valar, recimo v bolj grudastih tleh, poj tlele diski ven zmečajo, poj praktično povalaš, pa če greš za kolesan, kako je potlačen. A ne, dejansko imajo aktivno funkcijo ta kolesa. Čakaj, kaj pa dvigneš, to se verjetno, kaj 6 metrska se pa v obeh stranih dvigne, pelje se pa kako poj, što si poj pokazal na konca, ne? Na cesto sem 3 metre širok, lev pa desen kriv se dvigneta, tle v bok sjavance. Ja, pa po kjerih bicikle se poj to pele, tam na pu? Po ta srednjih 4. A je po 4 se to pele? Ja. No vidiš, fajn, a to za polh ne hume? Na zrak. A na zrak? Pa še hudi, če jo moraš menjati tam na neko sred. Ja, klic je pa res operen. Tam pa cel kap cevi. Tamle gor, levo, desno, vidimo ima une zapiralke za vozne steze delati. A je pa tudi, kaj steze zapiraš, če po želji? Ja, vozne steze lahko delamo pač na vsako stran 2. Pa po želji pač, če v te rekli na 170 kolotek, se pač sam tle cevi premenja. Čak, koliko pa imaš diskov na 3 metre? Klasična sijavnica, 12 metrov, 12 cm pa pol se seje, komplet jih je 48, polovič 24. To je tako kot čist klasična žitna sijavnica. No vidiš, ko nekak diva, to se pravi, med tamle med tele diske not. Si imela ti v brazdo, tel pa še dodatne požokajo. Poj pa zadeva zaključena, a ne? Poj pa zadeva zaključena. Da vidimo, je to. Res 6 metrov ani. Gremo. 1, 2, 5. Evo ga, točno. 6, genau. No evo, če kdo rab takole obdelavo, Janez Kert, ti daj kar telefonsko povej, kaj na radio. 040 399 778. Evo ga. To je to, poklič me. Tako. To je pa to dala iz moje strani. Za kaj več pa kar naga se obrnete. Živ! Živ! Verjetno sem malo narobe videl, ampak je šit. Malo za veter je, tamle je megla, neurje. Tamle je pa nora zunaj. Tole je pa peščeni vihar. Tu me je zakadlo kak svijo.